Ta teden, 22. marca, bo Svetovni dan vode. Ob tej priložnosti bo čez teden veliko aktivnosti, s katerimi se osvešča o varstvu pitne vode, hkrati pa poudarja pomen pitne vode, varstva narave. Zato smo v naš studio povabili direktorja Mariborskega vodovoda, magistra Danila Burnača. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Prav je, da poveva v tednu, ko praznujemo tisti praznik vode, torej 22. marca, da malce približava vse to, kar se okoli vode pravzaprav pri nas dogaja, tudi našim gledalkam in gledalcem. Vem, da je veliko raznih številčnih podatkov, o katerih smo že velikokrat govorili. Je pa recimo nekaj zanimivih podatkov, kakšen vodni odtis recimo pustijo določene stvari, ki jih vsak dan uporabljamo v našem življenju. Sem prepričan, da so to številke, ki bodo recimo marsikoga presenetile. Tako je. Torej, Združeni narodi so sprejeli, da je 22. marec Svetovni dan voda. Vsako leto v Mariborskem vodovodu, ki oskrbujemo 19 lokalnih skupnosti severovzhodne Slovenije in smo največji enovit vodooskrbni sistem v državi, prirejamo vrsto zadev, vrsto prireditev, ki nekako animirajo tako najmlajše šole, vrtce, bi rekel, in potem seveda tudi širšo družbeno skupnost. Torej, omogočamo dan odprti vrat, torej nekako v Evroparku bomo imeli prireditev, ker bomo tistim, ki so naredili najboljše fotografije na temo voda, bomo dejansko jim tudi podelili priložnostne nagrade in vrsto aktivnosti torej bomo izvajali v tem tednu. Ena izmed teh aktivnosti seveda je tudi krvodajalska akcija Mariborskega vodovoda, kjer bomo zaposleni dali kri za vodo, tako da v bistvu bomo ta teden pestro zaključili vse na temo torej voda in narava. Vsekakor, ko povezujemo vodo in pa naravo, seveda tradicionalno vsako leto prirejate tudi čistilno akcijo na Vrbanskem platoju, kjer so velike zaloge odlične pitne vode. Letos bo ta akcija iz pomladanskih tednov, mesecev predstavljena na jesen, če se ne motim. Tako, mi smo vsako leto do sedaj z osnovno šolo Kamnica, z lovsko družino Kamnica in krajevno skupnostjo torej organizirali čistilno akcijo na Vrbanskem platoju, ker pač v bistvu je dejansko največji vodni vir v državi, torej v letošnjem letu, glede na to, da bo v septembru Svetovni dan, torej očistimo zemljo v enem dnevu, smo se odločili, da bomo letos ta dan predstavili. Torej, kar ste prej nekako načel temo, seveda zanimivo je to, koliko v, bi rekel, celotni reprodukciji porabimo vode, da dobimo nek produkt. Recimo za 1 kilo čokolade v trgovini, da tako rečem, je potrebni skozi celoten reprodukcijski proces kar 24.000 litrov vode. To je 24 kubikov vode, zato da dobimo 1 kilogram čokolade. Recimo za en list papirja, torej A4 format, je potrebni 10 litrov vode, za eno jajce recimo 300 litrov vode, za liter mleka pa seveda je potrebni v bistvu torej tudi 100 litrov vode. Tako da v vseh teh procesih, torej recimo morda otroci si bi najbolj zapomnili, za en hamburger v McDonald'su je potrebni 2400 litrov vode, zato da potem otroci ta hamburger lahko pojedo. No, sem prepričan, da je zdaj marsikdo od naših gledalcev tudi zelo presenečen. Je pa res, da lahko veliko tudi sami storimo za to, da privarčujemo velike količine vode vsako leto. Vsak sam pri sebi doma. Torej, poprečno, torej standard v Sloveniji je za odraslo osebo nekje 4 kubike vode na mesečnem nivoju, torej 4-članska družina bi naj povprečju porabila 16 kubikov vode, poprečno pa prebivalec porabi okrog 154 litrov v sistemu Mariborskega vodovoda. Torej imamo tako, da seveda lahko z vrsto ukrepi, aktivnostmi doma, torej tudi na nek način zmanjšamo to porabo. Recimo, prvo je vsekakor nakup, bi rekel, varčnih, bi rekel, naprav. Torej, WC kotliček porabi približno 35% vse vode v gospodinjstvu porabi WC kotliček. Torej, če imamo varčni WC kotliček, je potem prav gotovo lahko tu velik prihranek. Potem danes sodobni pomivalni pralni stroji so bistveno bolj, bi rekel, racionalni glede rabe vode, tako da tu so možnosti torej z nakupom tehničnih naprav, seveda lahko pa torej sami, torej pri, bi rekel, pomivanju torej posode dejansko tisti, ko še ročno perejo, ali pa potem predvsem recimo, ko si dejansko moški, bi rekel, brijemo, recimo, da zapremo vodo, ali pa ko si omivamo zobe, torej približno v času, ko si torej omijemo zobe oziroma se pobrijemo, steče 12,5 litrov vode. Vkolikor bi to vodo sproti zaprli, bi lahko pač to tudi prihranili.
No in če jo zapremo takrat, ko si recimo umivamo zobe ali pa med britjem, pa je vseeno dobro, zjutraj pravijo za zdravje, je dober vsaj pravijo 3-4 kozarci vode, ampak če vsaj enega spijemo, no ampak za tistega pa svetujete pa vseeno dobro malce, da vodo najprej spustimo, da bo res tista sveža z vsem, kar mora vsebovati. Ja, torej človeško telo je sestavljeno z približno 70% vode, torej seveda človeško telo potrebuje vodo, torej za notranje organe, tako da priporočljivo je, da odrasla oseba bi užila dnevno do 2 litra torej vode. Vsekakor najbolj priporočljivo pa je, da torej, bi rekel, predvsem otroci torej in tudi seveda starejši zjutraj torej spijemo približno 2 kozarca, to je 2 do 4 deci, bi rekel, vode zjutraj, preden, bi rekel, kakršenkoli drugi obrok dejansko zaužijemo. In seveda lahko rečeva, če bo to voda iz mariborskega vodovoda, bo seveda ta prava in zdrava. Lahko rečem, da tako, ne, mi smo v lanskem letu skupaj z nacionalnim laboratorijem naredili 2190 analiz plus 5000 drugih meritev vode. Lahko rečem, da po tem poročilu, torej, ki nam je nacionalni laboratorij izdelal, da je voda torej v sistemu mariborskega vodovoda zdrava, primerna in skladna za pitje. Gospod magister Burnač, hvala lepa za vsa pojasnila in da ste bili naš gost v oddaji RTE 24. Hvala tudi vam.